poteka pouk glasbe kot vsaki osnovni javni šoli, vendar pa, ker imamo zelo pestro zasedbo naših učencev, vključujemo običajni glasbeni vzgoji oziroma pouku glasbene umetnosti tudi elemente multikulturne glasbene umetnosti, kar se pa potem prenese seveda tudi na vse ostale aktivnosti, se pravi na razredne orkestrčke, na skupinske orkestre in na vse 3 zbore. Na naši šoli namreč imamo 3 pevske zbore učencev, se pravi pevski zbor prvih razredov, otroški pevski zbor in mladinski pevski zbor, in pa kot posebnost pevski zbor učiteljev in ostalih zaposlenih na šoli. Če se le da, se potrudimo večkrat nastopati tudi skupaj, ker je to zelo povezovalno in kot velika motivacija učencem, da vidijo, da z njimi nastopajo tudi njihovi učitelji. In pravzaprav je to tudi ena demonstracija, da tudi učitelji morajo za končni pevski rezultat povaditi, prav tako kot učenci. Vedno je zgled odličen način, da motiviram učence, ponavadi tudi rad pojem, tako da eno z drugim je pripeljalo do tega, da se z veseljem udeležim takih nastopov. Ovo je livada. Ovo je livada. Ž-ti-ge-ti, ž-ti-ge-di, hej. Ž-ti-ge-ti, ž-ti-ge-di, hej. Sveti se iz naših očiju. Sveti se iz naših očiju. Gre za upoštevanje kulturnih razlik oziroma posebnosti vsake posamezne kulture. Hkrati pa skušamo ves čas poudarjati, da so te kulture med seboj enakovredne. Torej, da ni hierarhičnosti, da ne izhajamo samo iz zahodnoevropske klasične glasbe in jo postavimo kot izhodišče. Zasledujemo načelo, da so vse kulture in potem pripadajoče tudi glasbe enakovredne. Vse to služi potem tudi temu, da se učenci, ki prihajajo od drugod, prostor, kjer se lahko izražajo v svojem kulturnem kontekstu. Mi skozi glasbo spoznamo njihov jezik, da ko se mi poskusimo naučiti pesem v drugem jeziku, razumemo, kako je nekomu težko, ko se uči našega jezika in da to ni nekaj, kar bi se lahko zgodilo kar na klik, ampak da je to dolg proces. Zelo se zabavajo, ko mene učijo in ko se jaz tu lovim v izgovorjavi v njihovih besedah in da vidijo, da tudi meni kljub temu, da imam posluh, da sem hitra v učenju teh reči, da je kljub vsemu potreben tudi zame čas in ta proces učenja in da se s tem razumemo, da nikomur ni lahko oziroma da s tem pride nekega vsesplošnega razumevanja, kaj pomeni priti v novo državo in se tle začeti učiti en jezik. Glasba je v bistvu tle pripomoček oziroma sredstvo, da to dojamemo, da to razumemo. Ime mi je Zoja, hodim v 2. A razred, hodim na šolo Livada. Rada hodim k pevskemu zboru, ker rada pojem. Najraje pojem Žabjo svadbo. Ime mi je Jasmin Mizič in prihajam iz Bosne. Hodim v 5. A, k pevskemu zboru hodim, ker mi je zanimivo. V Bosni sem poslušal najraje klasično glasbo, ker je značilna za mojo državo. Moje ime je Aditi Rela. Hodim v 6. B razred, v pevskem zbor hodim, ker rada pojem. Najraje pojem Imagine. Včasih je glasba most ali pa glasba sredstvo, kako se nek učenec sploh predstavi sošolcem.
ker mogoče jezikovno se ne zna še na začetku približati, dokler se slovenski jezik ne osvoji, in potem že pri pouku glasbe ali pa recimo pri pouku glasbe predstavi glasbo svoje države in potem učence začne zanimati vse v tej državi. Potem na zemljevidu pogledamo, kje to je, kako je pripodoval do Slovenije in potem se vprašanja kar razvijajo. In tako v bistvu glasba v tem primeru kot nekaj, kar jim je blizu učencem vsem, služi kot sredstvo za komunikacijo in sredstvo za spoznavanje. Podobno pa potem tudi pri zboru, ne, ko prinesejo skladbe iz svojih držav in se na ta način potem odprejo vprašanja o državi, o jeziku, o navadah in vsem skupaj. Odlično. Gremo še angleško narediti, skupaj sodi. 1, 2,